Prvič na gostovanju pri Zmajčicah igralke Radomej Medex so na Kodeljevem premagale Olimpijo, še nikoli ne tako visoko, kar 3-0 je bil rezultat. Najboljšo uvrstitev, odkar nastopajo v prvi ligi, so s tesnim slavjem na Gorenjskem potrdile igralke Primorja Tosleno Tricosmetics. Črno-rdeče in sivo-oranžne pa se v kadetski ligi, kjer je že prvak postala ekipa Radomelj, borijo za drugo mesto. Ene in druge verjamejo, da bi lahko že v naslednji sezoni prekinili kraljevino rumenosrčnih. Oddajo bomo začeli na Primorskem. Na 41. ligaški tekmi so Gažonke prvič zmagale pred domačim občinstvom ter se odlepile z ničle. Ko se je začetkom lanske sezone ekipa Gažona Leloga prijavila v člansko ligo, so se Primorke dobro zavedale, da jih čaka trnava pot. Moštvo so sestavili v veliki večini iz igralk, ki so bile doma vzgojene in niso več imele pravico nastopa v kadetski ligi. Vsaj kakšna točka je bil cilj modrih, predvsem pa učenje ter spoznavanje izzivov, ki jih prinaša članska liga. Na 20 odigranih tekmah so dosegli 3 gole, prejeli čez 100. Ob enem remiju ter eni zmagi je bil izkupiček sprejemljiv 4 točke. Z nekaj kilometrine so se pogumno podale v drugo sezono, a rezultat nikakor ni prišel. Zdelo se je, kot da krstna sezona ni prinesla izkušenj. Nekaj poškodb, nekaj odhodov. Nebogljeno so tičale pri ničli vse do obračuna z Aluminijem. Na koprski Bonifiki je Gažonkam steklo, bolj za potrditev zmage je le nekaj sekund po vstopu v globokem sodnikovem podaljšku dosegla še vedno kadetinja Lara Čuček, svojega prvega v članski ekipi. Imeli smo neke taktike za kote izvajati in proste strele in to. In jaz sem bila poklicana pol od strani trenerja in sem večino časa bila na klopi in nisem vedela sploh, da bom igrala. Žoga je lih letela proti meni in jaz dobila žogo, sem šla samo naprej, sem videla že golmanco med žogo v roki, ampak je pol spodrsala in je šla med noge in se je skotalila v gol. 6 kadetin je bilo v kadru Gažona na tekmi z Aluminijem, med njimi prva golgeterka moštva v 17, Tinkara Obreza. Letos je v kategoriji mlajših dosegla 16 zadetkov. Svoj članski krst je doživela v 62 minuti. Je bilo pričakovanje, da bom igrala, so mi tudi že rekli, da se pač pokažem malo, da probam kaj doseči. Tako da iz mojega vidika so tudi dobro igrale. So od prve minute naprej so pritiskale, je bil ta prav ritem, ta prav tempo za zmago. Zadetka ji sicer ni uspelo doseči. Do konca lige bo še nekaj priložnosti tako pri članicah kot tudi kadetinjah, a izkupiček je vseeno zelo pozitiven, če vemo, da se je vrnila po poškodbi in predvsem po 4-letni odsotnosti, ko je nogomet zamenjala za košarko. A prva ljubezen je bila premočna. Od prvega razreda pa do enega 7. sem igrala fuzbal, pol pa ni bilo več ekipe tam v moji okolici in smo se pol odločili, da moram iti nekaj trenirati in sem šla na košarko, in pol pač košarka mi ni bila več všeč in smo šli nazaj na fuzbal. Pol me je pa Robi klical, trener, in pol smo se slišali, in sem prišla sem. Je ena gonilnih sil kadetske ekipe, ki še nikoli ni bila tako visoko. Nastopa v ligi za prvaka in bi lahko ob ugodnem razpletu prišla na končno 3. mesto. Zdaj se tudi ekip povsem z vrha Gažonke ne ustrašijo več. Sem videla, da na začetku tekme smo se pač malo ustrašili, ker so vsi govorili, da so boljše, bojo zmagale in to, ampak smo si dali pol v glavo, da je tekma in bomo dali vse od sebe, kar bo in na tekmi smo pokazali vse dobro. In nam je bolj na koncu smo lepo parirali njim in smo videli, da realno, če se malo ful potrudimo, da lahko imamo šanse, da jih tudi zmagamo. Pri kadetinjah bo zdaj tudi pomembno, ker ćemo doseči, da pridemo na 3. mesto, da nekaj dosežemo, tako da se bomo potrudili, da zmagamo vse tekme, kar jih imamo do zdaj. V prihodnjem krogu članske lige Gažon čaka domača tekma z Novogradnjami Tabor. 3 točke bi pomenile, da bi pred zadnjim krogom Primorke imeli možnost, da prehitijo Štajerke in sezono ne končajo na repu razpredelnice. Za članice čem saj en gol datno zdaj še v teh parih tekmah, kar jih bom imela. Moji cilji v nogometu so jaz igram že 12 let in mi je pač fora uspeti v temu. In bi ful rada prišla naprej v kakšno reprezentanco in pol naprej še v druge klube in bi ful rada nadaljevala s tem, ker mi je pač nogomet mi ful pomeni že od malih nog. Tudi kot prva reprezentanca, seveda, to je tisto po moje, kar si vsak želi, ki igra nek šport, ki ga ima rad.
pol pa če je naprej pa tujina, pa še tudi boljš, ker čem neki s temi leti, kar sem naredila, mislim, s temi leti, ker sem trenirala toliko let, čem kaj dosež, no. Tako da, ja, tujina ziher. V 21. krogu prve ženske lige smo imeli štajerski derbi zaledja Aluminij proti novogradnjam Maribor Tabor. Olimpija je igrala z Radomljami Medex, v prestolnici se je mudila tudi Mura Nona pri Ljubljani. Igralke Gažona so nastopile proti Krim Hubatu, ŽNK Cerklje pa so se pomirile proti Primorju Tosli Nutri Cosmetics. Poglejmo najprej na obračun Olimpije in Radomelj, nato še na Gorenjsko. Dobar dan in lepo pozdravljeni v naši družbi. Naše kamere danes v športnem parku Kodeljevo v Ljubljani, kjer bomo spremljali tekmo 21. kroga ženske lige Triglav med domačo Olimpijo in pa Radomljami. Oziroma, lahko rečem, začasnega trenerja pri Olimpiji. Ukradena žoga, pa znova se je tamle porajala priložnost za Špelo Gerbec. Zdaj druga sezona pri Olimpiji, torej dve izkušeni osrednji branilki, zdaj pa že prva priložnost za Radomlje. Tamle je prazna vrata, Sara Nemet je stekla z gola, vendar na koncu žoga samo v kotu. Tam podaja na prvo vratnico, priložnost potem za rumene. Žoga pa je zletela čez prečko. Tukaj še enkrat, tamle je zgrešila najprej afriška nogometašica številko 14 Kadija Badjo, potem pa je Ula Solnik prišla do strela, vendar bila je nenatančna. Lep strel zdajle Radomelj in pa dobro posredovanje. Tako da tudi te številke govorijo, da gre za odlično napadalko. Zdaj pa priložnost za Radomlje. Preslab strel na koncu, v izvrstnem položaju se je znašla. Pardon, napad Olimpije. Zdaj kreira akcijo Laura Šenk. Pa nov strel, znova Zala Omerza pri žogi, oziroma tista, ki je ali lahko prisilijo gostje do kakšne napake pred njihovim kazenskim prostorom, ali pa bomo videli žogo v mreži Olimpije. No, zdajle je prišla lepo do strela Ula Solnik, Zali Omerza, ki zdaj ima nekaj več prostora. Zala Omerza pa ponovno išče Špelo Gerbec, ki je potem sprožila. Zdaj tam je kombinacija kratkih podaj, nogometašica Olimpije, pa predložek, priložnost in odlična obramba zdaj le živega ljot. Maja Dimitrijevič je prišla na drugi vratnici. Torej, poleg Sare Medič še Jona Javorič in žoga je v mreži. Nova akcija Radomelj in ob koncu prvega polčasa se nogometašice v rumenih dresih veselijo, lahko rečemo zasluženo. Vodstvo Taja Jakopič je strelka. Takole. Se je že zdelo, da so nekako Olimpine nogometašice zaustavile nevarnost, pa potem lep strel z desne strani, ko je žoga prišla do nje. Taja Jakopič takole je uspela premagati Živoga Ljot in prišla je do svojega tretjega gola v prvenstvu in tudi 2-0 in potem so na naslednji tekmi v 13. krogu tiste sezone Radomljanke premagale Olimpijo z 2-1. No,
Zdaj pa tamle dvakrat vratnica, priložnost in žoga še drugič v mreži Olimpije. Torej po slabem zaključku prvega polčasa za domače zdajle nov udarec, še drugič so žogo v mrežo Sare Nemec spravile nogometašice Radomelj. Nisem dobro videl strelka tega drugega gola. Poglejmo še enkrat takole. Najprej ena vratnica, pa potem druga vratnica. Ta je Jakopič, mislim, da je bila tista, ki je streljala. Še naprej se vrstijo napadi Radomelj. Pa ponovno dobljen duel in znova nevarno z zadnjimi močmi ob strelju Varje Špiler. Sara Nemec zdajle je res izvrstno naciljala tole žogo Varja Špiler, napadalka Radomelj. Takole se je odločila za strel. Ja, potem pa takole s prsti je še uspela preusmeriti žogo. Sara Medić. Pa zdaj dober predložek, priložnost, strel Jone Javorič. V taboru Olimpije zagotovo je bil boleč zadnji poraz na Fazaneriji, kar s 5-0 so Morašice razbile večne rivalke. Pa priložnost še enkrat tamle obramba Sare Nemec. Pa ni še konec nevarnosti. Sara Medić zdaj strelja in žoga je še tretjič v ljubljanski mreži. V 63. minuti Sara Medić strelka za 3-0. Odlično zdajle nogometašice Radomelj takole čestitajo po tejle akciji in pa natančnem strelu Sari Medić, soigralke, vratarka Olimpije Nemec. Brez moči, natančen strel je bil to ob. In v tem trenutku se je tudi končala, torej z lepo in zasluženo gladko zmago Radomelj, takole z aplavzom svojih navijačev na Kodeljevem, ki jih je precej več kot pa navijačev domače Olimpije. Prva zmaga po 7 letih Radomelj nad Olimpijo, končni rezultat 3-0. Ja, moram reči, da so punce danes prikazali tisto, kar so kazali skozi celoten teden na treningih. Izjemna želja in volja je pripeljala do tega, da smo prebili v prvem polčasu kljub številnim priložnostim njihovo obrambo. Mislim, da so punce zasluženo danes zmagale. Vse čestitke za današnji pristop. Je pa to samo korak naprej v našem razvoju in potrebno bo dati še ogromno več in na naslednjih tekmah, ko nas čakajo nasprotniki, ki so po kvaliteti boljši od nas. Ja, mislim, da smo že v samo tekmo vstopile z željo po zmagi, borbeno, agresivno. Mislim, da je vsaka punca dala vse od sebe. Ja, v bistvu šli smo sam željo, da jih čim prej stisnemo, damo par zadetkov. Na začetku nam ni najprej toliko stekli zadetki, pol pa smo začeli igrati malo bolj mirno, sproščeno, tako kot znamo in potem so sam zadetki sledili in tako zmaga. Igralke Crkelj so v 16. krogu ustavile nalet Primorja Toslino Trikosmetics, ko se je zdelo, da bodo Ajdovke prvič v zgodovini prišle v ligo za prvaka. Precej razigrane so bile gostiteljice, takoj so začele oblegati gol nasprotnic. Po dobrih 10 minutah je Primorje uspelo vzpostaviti ravnovesje, a napadalke s Primorske niso uspele naciljati okvirja vrat. Ko je tekla 31. minuta, se je Katja Prelovšek osvobodila svoje branilke in zahtevnega položaja poskusila z lobom premagati Tajo Vrhovnik. Slednja je zadnjimi močmi žogo preusmirila v prečko. Sledilo je nenapisano nogometno pravilo, kdor ga ne da, ga dobi. S precejšnje razdalje je na gol sprožila Barbara Kralj in dosegla svoj zadetek številka 138 v prvi ligi. V zadnji minuti prvega polčasa je z dolgo podajo obramba Crkelj v napadu zaposlila Hano Feratović in imeli smo izenačenje.
Ko se je tekma bližala koncu pri neodločenem rezultatu, je 5 minut pred zadnjim žvižgom sodnika odbito žogo Lare Rozman v mrežo pospravila rezervistka Nika Čafarin. Tako kot na prvi medsebojni tekmi je bilo tudi tokrat 1-2 za Primorje Toslo Nutri Cosmetics. Vsak po eno točko sta si razdelila Aluminij in Novogradnje Maribor Tabor. Radomlje so s 3-0 odpravile Olimpijo, prepričljiva je bila Mura Nona. 7 golov je dosegla proti Ljubljani. Krim Hubad je minimalno premagal Gažon Lelog. 3 točke z Gorenjske domov prinašajo nogometašice Primorja Tosle Nutri Cosmetics. Na lestvici ima Mura 63 točk, pestro bo za drugo mesto, kjer je trenutno še vedno Olimpija, a Ljubljana zaostaja le za točko. Radomlje so se dvignile na 37. V drugem delu bo najvišje zaključilo Primorje Tosle Nutri Cosmetics. Krim Hubad je 6, Cerklje so 7. 8. Aluminij ima 17 točk, 7 za Novogradnje Maribor Tabor, Gažon Lelog jih ima 3. V 22. krogu igrajo Radomlje proti Muri Nona, Gažon Lelog z Novogradnjami, Tabor Maribor. Nov derbi bomo imeli v Ljubljani. Krim Hubad se bo srečal s Cerkljami, Primorje Tosle Nutri Cosmetics igra proti Aluminiju. 19. krog v kadetski ligi se bo odigral v prvih dneh maja, potem pa manjka le še en krog do zaključka. Na lestvici so Radomlje Medex nedosegljive, bo pa zanimivo v boju za podprvaka. V igri sta Primorje Tosle Nutri Cosmetics in Cerklje. V kadetski ligi deklet je že vse odločeno. Igralke Radomelj Medex so mlele in mlele ter na koncu zmlele nasprotnice. Najdlje sta se v igri za prvo mesto obdržali zasedbi Primorja Tosle Nutri Cosmetics in Cerkelj Ambrož Tima. Ajdovke so se velik del sezone najbolje držale. Na krilih lanske zmage v ligi U15 so ambiciozno vstopile v kadetsko selekcijo. Nanizale so 8 zaporednih zmag, nato z Radomljami izgubile z 1 golom razlike. V nadaljevanju lige so na gostovanju premagale Cerklje z gladkih 6-0. Na srečanju v Ajdovščini so oranžno-sive pripravile sladko maščevanje. Mislim, da v ključnih momentih igre se nismo najbolj sestavile. Pa tudi pred golom bi rabile bolj realizirati priložnosti in biti bolj konkretne, več ideje. Res so bile Primorje dober nasprotnik, tudi so bili zelo konkretni. Smo imeli pa mi malo več sreče v fazi napada. Rekla, je žoga stekla, je žoga šla v gol, tako da čestitam tudi nasprotni ekipi, je res odlična igra. Smo se pa mi potrudili, smo se pripravili na njih, tako da sem zelo vesela teh novih 3 točk in zmage. Če hočeš biti zmagovalec, se moraš najprej naučiti izgubljati. Tako da, jutri je nov dan, danes je tekma taka čudna, dejstvo je, da imamo neko krizo, ni 3. poraz zaporedoma, čeprav so tukaj tekme, je po igri in Mura in Cerklje, danes jaz se ne morem primerjati igre, ker bi izpadlo, da se zdaj mi dajemo nekam ven, jaz res poskušam, da igramo, da se igra nogomet, da se razvija dinamika in da ni nič na silo. Se pa ne izide vedno, tako da nič hudega. Gorenjska nogometna šola ima dolgoletno tradicijo. Vzgojili so številne nogometašice, nekatere igrajo na najvišji ravni. Lani so bile v kadetski ligi podprvakinje, 3 točke za Muro Nona in 2 pred Radomljami. Letošnja sezona poteka v skladu s pričakovanji. Načeloma sem zadovoljna s to sezono, mogoče malo ta odhod Žive nas je takrat presenetil, ampak vsakega igralca ga moraš nadomestiti in si primoran na to. Tako da sem zelo zadovoljna tudi z odzivom punc, tudi na koncu na vseh tekmah, z njihovim karakterjem, da res oddelajo tako, kot treba. Tako, ko se dogovorimo v garderobi, potem tudi naredijo na igrišču. Po zmagi v Ajdovščini so igralke Cerkelj na lestvici dohitele Primorke, a imajo hčere Burje tekmo manj. Ne pri enih, ne pri drugih se ne pretirano ozirajo na lestvico, pomembnejši so jim drugi aspekti igre. Taktično res jih ne pripravljam. Neke bistvene zadeve, ampak da bi postavljal brez žoge, ne. Ne grem se tega, to je čas. Imajo ogromno časa še. Tudi pri članicah, ko pridem mladoletne, ni še čas. Tehnično so toliko, da vse v Sloveniji toliko podhranjene, da lahko delamo do 22 leta sam tehniko in bo še vedno čas za taktiko in fizično pripravo. Tehnično pa ne uloviš več, ne.
Tako da tukaj se sploh s fizično pripravo, v fazi priprav recimo naredimo neko bazo, zato bolj za preventivo pred poškodbami. Kdaj gremo laufati tudi brez žoge, ker prije burja in prilagodimo. Drugače pa delamo večinoma žogo in temelj je tehnična vadba za tehnične elemente in vse ostalo zraven, kakor pride. Taktika bo še čas. Izkušnje so tisto prvo, ko pokažejo starejše, ki vejo, kdaj so poteze in pol tle pri mlajših pride do manjka. Ampak jaz mislim, da z garanjem to ustrezno nadomeščajo oziroma nadomestijo te poteze. Tako da jaz mislim, da bojo počasi in postopoma z malenkost oziroma s kančkom dodajanja starejših igralk, da jim bojo usmerjali, da jih pomagajo, da bojo prišle do tega, da bojo tudi one brez problema konkurirale, brez problema delajo tako, kot treba. V lanski in predlanski sezoni je prvak enkrat Radomlje in enkrat Mura imel 3 oziroma 5 točk prednosti pred prvim zasledovalcem. Letos bo razlika bržkone presegla 10 točk. Kakšno taktiko je treba ubrati, da se prekine rumena nadvlada? Z garanjem, z delom, jaz mislim, da smo vsi ostali dosti blizu, dosti konkurenčni. Tako da jaz mislim, da bo čas pokazal svoje, ampak jaz mislim, da če bomo vsi ostali klubi delali tako, kot treba, bomo se tudi malo bolj do konca borili za prvaka. Drugo leto bomo spet kandidati sigurno za vrh, ampak spet jaz nočem, da je zdaj to ta imperativ oziroma da je to nek tak cilj, širok. Ne bo cilj tekmovalen, ampak bolj je pomembno, da pridejo one poleg članicam dobro opremljene tehnično, da se jih pol lahko razvija. Tehnično pa tudi psihično. Taktika in kondicija, za to je vedno čas. Za psiho, za socialne veščine, za zdržati pritiske, to pa je zdaj čas. Mislim, da v naslednjih letih letos pa nam je zmanjkala v nekih delih igre mogoče tisti momenti nezbranosti in take majhne napake, ki pač odločajo take težke tekme. Primorje ima na sporedu še domačo tekmo z Gažonom Lelogom in gostovanje pri Olimpiji. Cerklje čaka le še pot na obalo. Cilj je do konca pač dobiti vse 3 točke. Vsako tekmo iti pa postopoma. Tako da s tekmo v tekmo, da odgorajo, da oddelajo, da tudi mlajše priključujemo, da mlajše dobijo tudi več minutaže. Nekatere so že 90 minut, nekatere pa še počasi postopoma. Ampak načeloma zdaj drugo mesto, kot sem že rekla, ne vem točno, kako so s točkami, ampak še vsem cilj je, da punce odigrajo, da uživajo v nogometu in to je to. Ja, mislim, da moramo zdaj stisniti še te zadnje tekme, ki jih imamo. Se mi zdi, da si zaslužimo drugo mesto in pač tu bo treba pokazati na igrišču z našo igro in predvsem zaključki in realizacijo, ki je pač danes manjkala.